Ja, tako jaz bi vas povabil malo po prostorih, Ja, da vidite, kaj bo, bom malo razložil, kaj bo v katerih prostorih, pa kaj smo že naredili, se pravi, v zadnjih 3 mesecih. No, najbolj pomemben prostor tega nadstropja je ta dvorana. Ta dvorana bo sprejela približno 80 pa tudi do 100 ljudi. Tam bo oder. V tej dvorani smo do zdaj pripravili svojo elektroinstalacijo za razsvetljavo, ki bo po stenah. Svetle bojo v ta strop. Lahko pokažete ta strop. Bomo ga pustili točno takšnega, ki je, zato da bo malo pridih modernega. Stene bojo pa bele, zato da dobimo čim več svetlobe. Tako, no, tukaj smo pripravili te elektroinstalacije in tudi inštalacije za ozvočenje in za senčilo. Tako da ta prostor je pripravljen za metavanje. Tako, ja, zdaj pa gremo v druge prostore. Tu v hodniku so že pripravljene inštalacije za elektriko za vse prostore. Te bele cevi so tudi vodovod. Potem tu je še pošteno za ogrevanje. To se bo dogajalo naslednji teden. Hodnik bo v bistvu služil kot družabni prostor po prireditvah. To bo namen tega hodnika, no, plus njegova primarna funkcija povezovanja prostora med seboj. Ampak tu bomo montirali male mizice, tako da lahko po prireditvi se ljudje tukaj v tem prostoru malo podružijo po skupinah in seveda popijejo ali pa kaj pojejo. Kaj manjšega. Tako, tu bo mladinsko-pevska soba, ki bo bolj raznobarvno. Radi bi čim bolj živo opremili to sobo. Se pravi, v sobi bo ta del predviden druženju ob večerjih. Se pravi, da bomo imeli ročni nogomet, pa vsaj še eno igralo, mogoče namizni hokej ali pa biljard, če bo šel noter. Tu bomo pripravljeno za en mali šankec, se pravi tudi, da se lahko mladina podruži ob pijači, pa da se malo, vemo, da povezuje ljudi. No, ta prostor tu bojo pa pripravljeni kotički za delo po skupinah in tudi za pevske vaje. Tako da bo možno vsaj pol prostora uporabljati kot pevske vaje, tako da bo prost prostor. Tako, ja. Gremo v kuhinjo. Tu bo kuhinja. No, v tem prostoru je največ dela, ker prihajajo vse inštalacije v to točko, kjer grejo tudi dol v kurilnico in tudi grejo gor, se pravi priprava za zgornje nadstropje, za ogrevanje, hlajenje in toplo in hladno vodo. Višina stropov in to bo ostalo tako? Ja, višina stropov je 4 metre in se pravi v dvorani, na hodniku in v vseh večjih sobah bodo stropovi ostali tako visoki. To pa zaradi tega, da dobimo volumen prostora, da je prostor bolj proporcionalen, da ni stisnjen navdol in tudi bolj veličastno izgleda ta prostor. Kaj bo tu v kuhinji? Tu bo kuhinja, se pravi, tu bo jedilna miza, tako da se lahko nekaj ljudi druži ob tej mizi. Tu bo pa kuhinja. Potrudili se bomo, da bo to kuhinja čim bolj zmogljiva, da lahko se skuha za 50 ljudi kosilo. Tudi bi radi čim bolj kvalitetne elemente dali noter. In čim bolj, se pravi, ta vrata se zazidajo. Tu je en velik pult.
kjer bo pomivalno korito, kuhališče, na koncu pečice in tu en velik otok, še dodatno z manjšim umivalnikom, zato da, ko pride več ljudi pripravljati hrano, da lahko jih več tudi dejansko naenkrat nekaj dela. Se pravi, pult, okrog njega lahko dela 4 ljudje, tukaj pa tudi 3 recimo. Tako da se lahko na njih 7 ali pa še mogoče kdo na jedilni mizi, tako da se res lahko veliko hrane pripravi. Tako, zdaj pa tu. V tem prostoru bo končni namen tega prostora je referenčna soba. Se pravi, da bo to soba, ki bo malo bolj urejena, malo bolj fina, zato da se lahko, se pravi, ne vem, največji namen, ko bo imel recimo pastoralni svet te celega našega pastoralnega področja, tu recimo sestanek, ali pa ko pride škof, ali pa kakšna kosila za župnijske sodelavce, bodo v tem prostoru. Se pravi, tako da bodo mize, krog in ne bo preveč zaseden z nekimi drugimi elementi. Sicer bo pa trenutni namen tega prostora, predno bo referenčna soba, bo stanovanje za gospoda župnika Ivana. Ker se zavedamo tega, da ko bo življenje v tem domu, takrat se bo tudi veliko več ljudi tukaj srečevalo in bo stavba začela živeti. Zato bi radi čim prej gospoda župnika sem preselili. V naslednjih letih, ko pa bomo urejevali zgornje prostore, se bo gospod župnik preselil v gor in bo ta prostor potem služil namen te referenčne sobe, ki sem ga že prej opisal. Tako, zdaj pa ostal še en prostor, oziroma dva. En prostor je konec tega hodnika, to je slepi konec hodnika, kjer bomo uredili knjižnico. Sem že prej omenil, da so stropovi visoki 4 metre, zato je možno, da je knjižnica v 2 nadstropjih. Se pravi, tu pridejo knjižne police do vrha in tudi tukaj do vrha in potem na višini približno 2 metrov bo podest z ograjo in bo možno in lestev, tako da bomo lahko pač v knjižnici v 2 nadstropjih. Se pravi, tudi tik pod stropom bomo dosegli knjige. Na koncu bo pa se knjižna polica že tu končala in bo tu sedež oziroma 2, tako da bo en kotiček malo bolj miren in bo možno pač študirati, malo premišljati kakšne knjige, brati v miru in tako naprej. In tudi naravno svetloba je zraven. Tako, zdaj pa še prostor, v katerega smo trenutno vložili največ dela, to so pa sanitarije. To je ta prostor, zgradili smo 3 kotličke, tu bo ženska stran WC-ja, tu bo moška stran WC-ja, ta stran, tu še pride pregradni zid in to zaenkrat smo veliko razbijanja, da smo gradili te kotličke in to vse pripravili, tako da se tudi mislimo, da to zid in vse pomente. V tem WC-ju bo tudi tuš, tako da ga bo lahko, dokler ne bodo zgornji prostori urejeni, bo lahko gospod župnik uporabljal ta tuš za svoje potrebe, oziroma celotni ta del sanitarij bo namenjen njemu, dokler ni stanovan v zgornjem nadstropju. Tako da je tudi zelo zagnana ekipa, sem zelo vesel, da so se mi pridružili sposobni ljudje, bi rekel na nek način pomlajen gradbeni odbor, se pravi te, ki so aktivno sodelujejo, vedno so
Jan Podpečan, Jani Godler, Jožef Renčak, Marko Rožman in moja malenkost. Potem pa so še veliko dela, recimo Andrej Kelhar, Kristjan Kelhar, onadva sta veliko elektroinštalacij naredila, Bojan Veble, potem so pa še Matjaž Žnidaršič in njegovi kolegi. So veliko razbijali, se pravi, teh štemanj, teh vertikalnih povezav za zgornjo nadstropje. Tako da vas tudi zanima, kako je s financami. Ja, to bi izpostavil, in se zelo zahvalil donatorjem, ki so omogočili, da smo prišli do tega stanja samo za 250 evrov. Vrednost teh del je pa več tisoč evrov, ki smo jih že vložili noter. Se pravi, tukaj bi res se zahvalil donatorjem, ki so darovali material, kotličke, cevi. Te cevi je Vopin, delal Ivan Neral, to je Krokom, potem te kable Efekt, potem instalacija Zginšek, kotličke in te so glavni, ki so zdaj bili aktivni. Čakajo nas naslednji koraki, to so estrihi, to so ometi. Tu bomo tudi oddelali, kolikor se bo dalo sami, ampak definitivno ne samih ometov, se pravi priprava, tu je potrebno narediti cementni špric, to lahko naredimo sami, lahko zamažemo na grobo te večje odprtine, ampak omete bomo potrebno najeti delovno silo in zato bi res apeliral na vas župljane, da nam pomagate in da nam omogočite, da nadaljujemo s tem projektom in da ga izvedemo v zastavljenem roku, da ne bo to predolgo stalo, da se bo to dejansko zgodilo, kar imamo v naših mislih in idejah. Hvala.